Moj stil je eleganten, ker mi je to ful všeč. Če kako punco privabim. Če imaš bolj enobarvna oblačila, je fajn, če imaš še kakšno verižico ali kakšen drug vrsto nakita. Starši mi najprej predlaga, kaj njim všeč, pol jaz večinoma zanikam, bolj kot ne sam si izberem oblačila. Ja, zdaj med snemanjem, po mojem, lahko imam kapuco gor, zaradi tega, ker se pogovarjamo o teh stvareh, o modi pa to. Pri pouku so namreč modna naglavna pokrivala prepovedana. Vidimo pa zato modne pričeske. Jaz sem imel včasih dolge lase, zaradi tega, ko sem hokej treniral, pa takrat bilo pri hokeju je večina imela dolge lase, ampak potem sem se odločil za eno spremembo, pa sem se postrigel. Če gledam 20 let nazaj, je bilo v naših salonih 75% ženskih strank, 25% moških. Danes je 50-50. Rabiš več dela s kratkimi lasmi, kot pa z dolgimi. Imam fejt, pa pač tukaj spredi imam bolj daljše lase. Kaj je došlo, kapuc, da mi to videla, kaj? Ja, pač da tu imaš tako čist kratke, pa malo manj. Zdi se mi, da na družbenih omrežjih pa to bolj vidimo, da imajo tudi zdaj fantje malo daljše lase spredaj, pa da so skravženi. To bi tudi jaz rajš imel. Do teh kodrov sem prišel s trajno. Tako pač street style bolj. Za trajno rabiš vsaj 1 uro. Jaz hodim enkrat na mesec. Seveda pa ima moda tudi svojo ceno. Videz mi je pomemben zaradi tega, da pač se tudi priključim nekim družbam, ko so mi všeč, pa da pač ne izstopam tak fejs. Če vedem mi je všeč, če me kdo pohvali, sem pač ni najbolj važno. Kaj pa je najbolj važno? Kakšen si po srcu, kakšen obnašaš.